Erica, končno je končan film. Končno je končan film, eno popotovanje, ne. Lih prej smo se pogovarjali tako z igralkami, da v bistvu sem rekel, da težko so one zame samo igralke. Da so v bistvu kot neke sopotnice življenjske, ne, ki smo že toliko let skupaj. Smo zelo veseli, da smo prišli do konca. Nikoli ni bilo nobene garancije, da bo ta film kadarkoli ugledal luč sveta. Sem vesel, da smo dali slovenski filmografiji tudi en thriller z ženskimi v glavnih vlogah. Nazadnje smo ga imeli 20 let nazaj, ne, še z Majo Vajs. Upam, da bodo gledalci vzeli film za svojega, da jim bo všeč, ne. In komaj čakamo na premiero. No, res je bilo popotovanje ta film, ne? Koliko 10+ let nazaj v bistvu si hotel snemati grozljivko, začel, že imel neki in potem je to. Tako, najprej smo začeli, bili smo še neki mladi pa naivni z željo, ne. Hitro smo padli pol na realna tla, smo videli, kaj pomeni delati film brez financ. Potem smo spremenili tudi žanr, snemali smo takrat, ko smo lahko. Snemali smo v poletnih mesecih, veliko smo se tudi pogovarjali, ali nadaljevati ali ne nadaljevati. Mislim, da smo vsi skupaj razvili neko sposobnost, kako se dvigniti, ko padeš na tla, ne, se naučiti ni dalje, ne, kar nam je koristilo tudi v neki bolj osebnem življenju, ne, v privat lifeu, ne. Ta film je praktično film o vztrajanju. Ne samo o prijateljstvu, ampak tudi o vztrajanju. Mislim, da smo en dober primer, da projekt lahko zaključiš, če imaš močno željo, nekaj sreče, malo so nas tudi od zgoraj pogledali, ne. Tako da smo še vsi v bistvu presenečeni, da sploh danes smo tlele, no. No, ampak dogaja se v enem dnevu, ne. Snemal si 10 let, recimo, pa samo poleti. So bile kakšne v bistvu ne težave, ampak pomisleki s tem, glede na to, da vsak človek se v enem letu lahko malo zredi, izgubi kakšno kilo, kakšna nova gubica nastane, ne? Dogaja se pa v enem dnevu. Seveda, mislim, zame kot režisera je bil to zelo velik izziv, kako zlepiti, se pravi, kadre skupaj v sekvenco. Če si predstavljate, oziroma gledalci vaši, če si predstavljajo, da je to recimo en kader posnet leta 2016, potem je pa v isti sekvenci iz leta 2019. Človek se spreminja, pričeska se spreminja, teža se spreminja, obraz se spreminja, ne. Zame je bil to en velik izziv. Mislim, da sem nekako to, da mi je ratal, da sem to povezal. Film se odvija v enem dnevu, mogoče tudi to nek čar tega filma, snemati ga 10 let, pa da se odvija v enem dnevu. Bodo pa gledalci seveda potem povedali, da so kaj opazili ali ne. Še sam kdaj, moram priznati, nisem siguren, katerega leta je kaj snemano, ker so punce praktično, jaz jim pravim tako, se ne starajo, ker so podpisale pogodbe s hudičem.